Trajnostni razvoj in s tem zelena delovna mesta odgovarjajo na največje izzive, s katerimi se Slovenija sooča v kriznih časih. Odzivajo se na strateške priložnosti, izhajajo pa iz domačih, človeških in naravnih virov. Obenem zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte in pa podpirajo doseganje mednarodnih sprejetih ciljev na področjih podnebja, zaposlovanja, sociale, inovacij in izobraževanja. Zelena delovna mesta opredeljujemo kot delovna mesta, ki podpirajo prehod v zeleno gospodarstvo. To se pravi gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in socialno pravičnost, ob tem pa zmanjšuje škodljive vplive na okolje in izčrpavanje naravnih virov. Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb je v bistvu mehanizem prenos znanj med univerzo in med industrijskim okoljem. In tukaj študent dobi mentorja iz dveh inštitucij, iz univerze in pa mentorja iz realnega okolja, ki mu daje drugačne zahteve, ki ga spodbuja razmišljati o problemih na malo drugačen način. V zavezništvu nastopa 25 podjetij, 7 fakultet. Na nekaterih stavbah je realizirana energetska obnova, konkretno Filozofska fakulteta in pa Ekonomska fakulteta. Tukaj bi predvsem izpostavil uvedbo energetskega informacijskega sistema, ki predstavlja nek krovno rešitev za obvladovanje energije v stavbah. Projekt Alpstar, ki smo ga prijavili na program Alpe, je bil izveden na območju 5 občin, Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija. Skupaj z nami, Posoškim razvojnim centrom, smo zasnovali partnerstvo za pripravo nizkoogljične strategije. Ta strategija je bila pripravljena pilotno v Sloveniji kot prva taka na regijskem nivoju. Prav za ta namen pa smo oblikovali funkcionalno regijo, ker vemo, da regij v administrativnem pomenu v Sloveniji nimamo. Trajnostna raba pomeni majhne hidroelektrarne, ki sodijo v okolje, nimamo velikih objektov, pomeni turizem, pomeni plovbo po rekah, pomeni mogoče samo urejene piknik prostore, skratka majhne ukrepe, ki pa pomenijo sožitje človeka in narave. Povezovanje vsebin med občinami je mogoče res najprej slišati težko, če pa pogledamo logično, določene teme je treba obdelovati skupaj. Vsaj mi pri našem delovanju stremimo k povezovanju, zaenkrat moram reči, da pri tem nimamo težav. Hiša zelišč je slovenska blagovna znamka zeliščnih izdelkov. Vzgajamo in predelujemo izdelke, zeliščne čaje, likerje, mazila. Poleg tega pa poskušamo vkomponirati v najin posel tudi storitve in izobraževanja v zvezi z zelišči s poudarkom na otrokih. Najin princip delovanja je specifičen, se pravi butična pridelava, zato mogoče tudi toliko razpršena dejavnost, sonaravno kmetovanje v bistvu v smislu zeliščarstva, ohranjanje naravne dediščine in s tem tudi kulturne dediščine ter ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. Če delujemo v skladu s tem, kar nam narava nudi, tudi te, recimo temu, birokratske ovire niso problem, pač je treba najti nek kompromis med naravo pa med dejavnostjo. Številne praktične rešitve na terenu že obstajajo in izkazujejo svoj potencial za prispevanje gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. To so uspešne, dobre prakse in zato je pomembno, da ne ostanejo anonimne. V njih so vgrajene dragocene izkušnje, ki kažejo, da v bistvu, kjer je volja, obstaja tudi pot. Če želiš nadpovprečno nagrado, če želiš biti nadpovprečno uspešen, potem moraš biti med vodilnimi. Če želiš biti med vodilnimi, moraš biti inovativen, moraš razmišljati proaktivno. Mi smo se odzvali na nek tak poziv, da bi naša regija pokazala ostalim delom Slovenije, kako pa se lahko s nekim ciljem, tokrat nizkoogljičnosti, spravimo skupaj, povežemo in naredimo nekaj dobrega. In to vsaj zaenkrat nam je uspelo.
ampak z vztrajnostjo in z neko iskrenostjo pri delu je uspeh zagotovljen.